O gensko spremenjenih organizmih komentar dneva Nina Štros. Boš ti zdaj gensko spremenil mene v Nino Štros? Zavedati se moramo, da je kmetijstvo rezultat kompleksnih bioloških procesov, ki za zagotavljanje biološke trajnosti in globalne varnosti preskrbe s hrano predvsem nujno potrebuje ohranjanje biotske raznovrstnosti. Sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje pa predstavlja potencialno tveganje za biotsko raznovrstnost in biološko varnost. In ko govorimo o gensko spremenjenih organizmih, moramo med drugim odgovoriti na vprašanje, kaj je gensko spremenjen organizem. Torej, to so živi organizmi, katerih genski zapis je prirejen, tako da jim dodamo nekatere lastnosti. Gensko spremenjene rastline, ki so trenutno na trgu, so odporne na herbicid, na primer oljna ogrščica in soja, proizvajajo insekticid, kot je BT koruza, ali pa imajo kombinacijo obeh lastnosti. Zato gensko spremenjeni organizmi sledijo isti logiki kot industrijsko kmetijstvo. Herbicidi, pesticidi in kemična gnojila, odvisnost od nafte in tako dalje, ki traja že pol stoletja. Industrijsko kmetijstvo, ki se bori proti naravi, namesto da bi delalo v harmoniji z njo. V velikih količinah pridelujemo 4 gensko spremenjene rastline, torej sojo v kar 60%, koruzo 24% deležem, boba z 11% in oljno ogrščico s 5% deležem. Gensko spremenjeni organizmi se lahko, ko se enkrat znajdejo v odprtih sistemih, prosto širijo v okolju in se križajo z naravnimi organizmi, s tem pa onesnažujejo gensko nespremenjene vrste na nesluten in nekontroliran način. Ker o tem, kako se ti organizmi obnašajo v okolju, vemo zelo malo in ker se lahko razmnožujejo in širijo, je njihov potencialno škodljiv učinek identificiran, ko je že lahko prepozno. Pri sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje gre za gensko onesnaženje in pomeni precejšnjo grožnjo, saj ko se enkrat sproščeni v okolje, gensko spremenjeni organizmi ne morejo biti več odpoklicani. Zatorej Greenpeace verjame, da ima znanstveni napredek v molekularni biologiji velik potencial pri povečanju našega razumevanja narave in preskrbi z novimi zdravili, vendar pa ta ne bi smel biti opravičilo za spreminjanje okolja v ogromen genski poskus. Biotska raznolikost in neoporečnost okolja pri oskrbi s hrano je preveč pomembna za naše preživetje, da bi jo lahko izpostavljali takšnemu tveganju. Problematika gensko spremenjenih organizmov je seveda kompleksnejša, kot jo lahko predstavimo v teh nekaj minutah. Prav zaradi tega smo se odločili, da v okviru filmskega večera podrobneje predstavimo največje pomanjkljivosti gensko spremenjenih organizmov, še posebej v navezavi na prihajajoč gensko spremenjen riž, ki se kaj kmalu kot prvo osnovno živilo lahko znajde na naših krožnikih. Tako bomo danes v okviru filmskega večera predvajali nekaj filmov, ki se navezuje na to tematiko. Na voljo bo tudi sveže pečena pokovka iz ekološke pridelave, tako da vsi tisti, ki vas zanima, zakaj si ne želimo gensko spremenjenega riža v Evropski uniji ali drugod po svetu in kaj se očita multinacionalkam, ki upravljajo precejšnji del svetovnega trga semeni, potem ste lepo vabljeni na pohodno ploščad pred Ministrstvom za okolje in prostor danes ob 19. uri.